Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam novo epizodo Soccerbot 360 magazina Podprečko. Obiskali bomo NK Bravo, kjer bosta svojo ekipo predstavila Martin Pečar in Lan Strauss. Ja, to bo kako bo. To sem jaz po mojem. Brez konkurence. V Ljudskem vrtu nas bo pozdravil povratnik v prvo ligo Telemach, Tijo Cipot. Ko imam jaz rad žogo, rad se naigravam nogometa, v tujini sem se naučil neke taktične kulture, neke faze defenzive. Z golgeter izzivom Podprečko se bo soočil član Brava Sandi Nuhanović. Pot nas bo zanesla še v Rogaško Slatino, kjer je prenovljeno trgovino odprl naš sponzor Golgeter. Moram zahvaliti vsem svojim sodelavcem, svojim ljudem, svojemu timu. Z nami pa bo tudi Max Barišić. V tistem trenutku se mi je zdela pravilna odločitev, sicer sigurno nisem imel takšnega znanja o nogometu. To ni navaden trening. Izboljšaj reakcije, tehniko in dvigni samozavest. Manj razmišljanja, samo prave odločitve. Soccerbot 360. Edini v Sloveniji. Si za igro? Multisport Arena Rogoza. Več kot trening. Kdo je največji šalivec v vaši ekipi? Lahko bi rekla vednost, ja. Kdo največkrat zamudi na trening? Pa mislim, da zdaj so kar dokaj vsi redno, ampak na začetku pa tudi bi lahko rekli vedno, ja. Bi lahko rekli, ja. Kateri soigralec bi bil najboljši trener? Dobro vprašanje. Štrak, jaz bi se tebe, veš? Ja, jaz bi rekel pa Sandija mogoče. Sandi in... Ja, Sandi bomo rekli, ja. Če ne bi bila nogometaša, kaj bi počela? Težko vprašanje. Jaz zapečem, da bi znal odgovoriti. Ne povej, to me pa zanima. Nek model, nekaj ta varianta. Ja, manjka par centi to še. Štraki, kaj bi bil Štraki? Pa jaz tako trenerja vidim. Neki. Trenerja? V športu neki, ja. Ja. Kdo v ekipi ima najboljši glasbeni okus? Glasbeni okus? Jaz? Ne. Ja, vsak ima svojega. Bristrič je dober DJ, moram ga pohvaliti, ja. Dobro. Moj okus. Ja, Štraki lahko pove svojega favorita. Vi se stlastegidneva. Kdo preživi največ časa v garderobi? Ja, to bo kako bo. To sem jaz po mojem. Ja, to brez konkurence. Brez konkurence. Ja. Kakšen je vajin skriti talent? Štrak je šahist dober. Peča, skriti talent. Štrak je vsem dober, vrača v vseh športih, ne. Pikado, šah, vsemu gre. Glej. Multipraktik. Peča, to pa ne vem, kaj bi rekel za peča skriti talent. Veliko ima talentov, samo malo skriti talentov, ne. Kaj bi rekel peča skriti talent? Še sam ne vem. Ne vem. Ne. Se razmišljam tudi jaz, ne bi vedel. Skriti talent.
No, samo nogomet. To je drugo. Kuhaš, ne? Ne. Težko vprašanje. Ne. Ne vem, Nima ali skritega spustim, talenta. nimam, ja. Vse je razkrito. Ja, vse je razkrito, ja. Vse je razkrito. Evo, 5 jezikov še znam, to je skriti talent. Obvladam vse, nemško, italijansko, angleško, slovensko in srbo-hrvaško. Hvala. Če bi šla celotna ekipa na dopust, kdo bi bil organizator? Jaz. Ja, 5 čez 7. Ja. Bi se Dobro imeli kava, dobro bed, dobro filme. jedli, Ja. uživali bi vsi, imeli bi se lepo. Ja. To je najbolj važno. Kdo najslabše sprejme poraz pri videoigrah ali kartah? Za teh iger je tudi Venus Krgen veliko zgubine. Bristra isto. Bristra, po pizdi fest. Opišita drug drugega s 3 besedami. Boš ti prvi mene. Dobro. Razgledan, Opa. eleganten in dober človek. To je malo več besed, ali dobro, to je... 4. Štraki, ti pa si srčen, pošten, pravilen. Dobro. Hvala. Po epizodah pri Speciji in GAK-ju se je januarja v Slovenijo vrnil Tijo Cipot. Otrok Mure si je nadel dres Maribora in na nek način zakorakal po poti očeta Fabijana. Tija smo obiskali v Ljudskem vrtu in za začetek izvedeli, kako danes gleda na odločitev, da se preseli v štajersko prestolnico. Zelo dobro sem se navadil na mesto, na soigralce, na ekipo, na kulturo v Mariboru, katera je zelo visoko usmerjena v nogomet in jaz mislim, da prvi meseci so zelo pozitivni in sem zelo zadovoljen. Dosti fantov reče, da se nikoli ne bi vrnilo, mogoče sem tudi jaz bil med temi na začetku, ampak ko se ti v tujini zgodijo določene situacije, pol začneš razmišljati s trezno glavo in kaj je dobro mogoče za tvojo kariero, za novi, mislim, za naslednji korak, da boš potem nekoč opet šel nazaj v tujino in jaz sem sprejel to odločitev kot pametno, kot mogoče korak naprej oziroma, kako bi eni rekli, korak nazaj, da pol naredim 2 naprej. Prihod Tija Cipota je zelo razveselil trenerja Maribora Fedžo Dudiča, ki si je januarja močno želel okrepiti napadalni del igre vijoličastih. Kakšen vtis je na Prekmurca zaenkrat storil trener iz Bosne in Hercegovine? Jaz mislim, da me je zelo dobro sprejel. On spoštuje mene, jaz spoštujem njega, imamo jasen cilj, trdo delo na treningu in na tekmi se ti to podplača in zelo pozitivna oseba, profesionalen in jaz mislim, da bo sodeloval še dobro naprej. Maribor in Mura sta sosedska rivala. Čeprav so prestopi med kluboma skozi zgodovino kar pogosti, pa so prestopi Prekmurcev v Ljudski vrt vendarle nekoliko redkejši. V družini Cipot smo takšen prestop videli že pred dobrimi 26 leti. Glede na to, da je bil Tijev brat Kaj še nedavno kapetan Mure, pa je bilo tokrat vse skupaj še nekoliko bolj posebno. Kako je družina sprejela Tijevo odločitev? Seveda, mogel sem se z družino predčasno pogovoriti, da odhajam v Maribor. Očetu sem isto rekel en dan prej, bolj je bila ta nežnejši spol družine, je bil bolj zaskrbljen, kaj se bo zgodilo. Saj veste, ženske so bolj nekako emotivne in jaz mislim, da na koncu so vsi sprejeli pozitivno. Tudi Kaj mi je rekel, naj se odločim to, kar je za mojo kariero dobro, me je takoj podprl in na koncu se zdi kot dobra odločitev. Pri Muri se je pod taktirko Damirja Čontale dokazal kot zvezni igralec in si prigral prestop v Italijo. V mladi reprezentanci in predvsem v Avstriji smo ga bili vajeni igrati bliže golu nasprotnika, danes pa v Mariboru igra na krilu. Kje se sicer najbolje počuti? Pa dobro, jaz mislim, da vsi vejo, ko imam jaz rad žogo, rad se naigravam nogometa, v tujini sem se naučil neke taktične kulture, neke faze defenzive, seveda ostalo je ta igrivost z žogo, ta talent, katerega ti noben ne more vzeti in ja, kot ste rekli, igral sem vse možne pozicije od zadnjega veznega gor in če imaš kvaliteto, ti ne bi smelo biti problem igrati nikjer.
Tio je v tujini igral 3 leta. V tem obdobju se je v prvi ligi Telemach marsikaj spremenilo. Glavna sprememba glede na njegovo obdobje v slovenski ligi je pravilo mladega nogometaša. Kako pa Tio sicer danes vidi slovensko državno prvenstvo? Kaj se je najbolj spremenilo? Te mladi so dobili šanso in so pokazali, da so lahko na istem nivoju oziroma imajo isto kvaliteto kot nekateri igralci, kateri so tistega časa prišli iz tujine in smo jih plačevali preveč. In sem zelo vesel, da je slovenska liga tudi napredovala v vseh pogledih taktičnih, v fizični pripravi, v igralskem kadru in vidi se tudi, da se slovenskim ekipam ponuja tudi priložnost v Evropi in jo tudi izkoristijo. Nekaj smo že naredili v Evropi, to pa je tudi sam pokazatelj, kako liga raste. Njegov oče Fabijan se je v Ljudskem vrtu dokončno uveljavil kot reprezentant Slovenije. To željo pa ima zdaj jasno tudi Tio, ki je bil s Vitom Sešljarjem nosilec igre prejšnje generacije mlade reprezentance Slovenije, ki je leta 2025 zaigrala na Evropskem prvenstvu. Članska reprezentanca je marca z Boštjanom Cesarjem na klopi stopila na novo pot, kako pa na svojo reprezentančno prihodnost gleda Tio. Jaz selektorja poznam, videl se sodeloval že pri U19, seveda Svit in jaz so bila tista dodana vrednost naše generacije. Seveda on je naredil nekaj tudi pri Celju, v Evropski tej ligi in zasluženo je dobil poklic. Želim mu vse najboljše, želim mu čim več minut. Prva tekma reprezentance me je pozitivno presenetila, saj je res to, kar so govorili, da se bo neki modus spremenil, se je spremenil. Jaz pozitivno gledam na to, želim ekipi vse najboljše, saj dosti dečkov, kateri so igrali z mano, tudi Begić je moj zelo dober prijatelj, pol imamo Ratnika, kateri je praktično z Prekmurja, imamo tudi Zelkovića in kup mladih fantov in seveda upam, da se njim bom kratko pridružil, ampak to moraš pokazati na terenu in ko bo pravi moment, bo selektor to predvidel in me poklical. Evo, danes kot moderni influencer z mikrofončkom v roki, Goalgetter izziv pod prečko v Ljubljani, NK Bravo nas gosti. Zdaj, glede na to, da je kar hladno, sploh glede na to, kar smo bili navajeni v zadnjih tednih, bom rekel, I feel very Olympic today, imam dober občutek, da bo Sandi Nuhanović raztural po domače. Maxi Prečko je pripravljen, mi tudi in gremo. Ej! Izziv Goalgetter pod prečko v Ljubljani, tokrat smo pri Bravu. Sandi, lep pozdrav. Pravi mestni klub ste, mislim, da smo snemali že na skoraj da vseh igriščih v Ljubljani, kjer je možno nekaj z Bravom. Poznaš izziv? Ja, sem že spremljal. Tako da si pripravljen kot puška, da gremo zdaj postreliti Maxija Prečka? Sem. Haris Vučkić je zadev vse, tako da izziv je kar precejšen. Ja, bo težko, ja. Se ti zdi zahtevno? Maxi ni ne vem kako velik. Ja, zgleda mogoče lahko, ampak potem, ko greš proti 16 pa po pol krogu, je kar zahtevno. Ti rad izvajaš prekinitve, kdo je najnižji v ekipi? Najnižji? Mislim, da je veliko kar Pečar, ja. Pol si pa predstavlja, da njega ciljaš na glavo. Ok. Vso srečo. Hvala. Ej! Bravo! Samozavestno. Kdo? Ronaldo ali Messi? Koga imaš raje? Iskreno oba. Kaj bomo slavili? Nekaj moramo zdaj narediti, če si vse zadev. Aha. Evo ga. Bravo, čestitke. Hvala. Tako da sem pripravljen, ko pride Haris nazaj, da lahko. Ja, Haris je rekel, da se dobimo in da nekje ciljamo prečke. Lahko, sem za. Moramo preveriti, da je on konča sezono, pa upam, da bo takrat že zračni prostor odprt, da se bo lahko vrnil brez težav. Vsaka čast. Hvala. Si kaj treniral ali? Iskreno ne, si nisem niti ogrel. Ker Goalgetter je tudi vaš sponzor, ne? Tako da zdaj bova tu zatrdila, da ni tu nekega guranja naprej po domače, ne? Goalgetter tudi nič ni javil, tako da... Eto. Izjemno. Ej!
Malo je vetrovno, Sandi, tako da bom kar tak dal. Zdaj si za 24 ur tim Goalgetter. Evo ga. Pri Bravo to niti ni problem, ne? Ja. Tako da darilo od vašega sponzorja in našega sponzorja. Hvala. Še enkrat čestitke, pa se vidimo v Dogovorjeno. finalu. Hvala. Sandi Nuhanović je k izzivu pristopil sproščeno in samozavestno ter bil za to nagrajen. Izenačil je dosežek Harisa Vučkića, tako da imamo po novem na vrhu lestvice Goalgetter izziva pod prečko 2 nogometaša. V nadaljevanju skočili bomo še v Rogaško Slatino in v Koper. Goalgetter Shop že več kot 20 let piše zgodbo o uspehu. Lanski jubilej so v podjetju nadgradili z novo trgovino v Rogaški, kjer se je zgodba Goalgetterja tudi začela. V Rogaški Slatini smo lani praznovali 20. obletnico otvoritve. In prav je, da po teh 20 letih Rogaška pridobi eno sodobno, moderno trgovino, kjer bo tudi večja izbira. Prav tako je letos Rogaška postala Evropsko mesto leta. In veseli in ponosni smo, da ta naša otvoritev sovpada s tem priznanjem. Goalgetter je na najrazličnejše načine vpet v slovenski nogomet, predvsem pa gre za izjemnega partnerja. To lahko potrdimo tudi na Sportklubu, saj prav Goalgetter omogoča naš izziv v magazinu Pod prečko, s katerim se vsak mesec pomeri igralec iz prve lige Telemach. Prav slednjim je veliko olajšanje pri iskanju profesionalne opreme omogočila trgovina Absolut Team Sport Goalgetter v Mariboru. Profesionalno opremo imamo mi itak že skozi dejansko, ne. Res pa je, da s to novo trgovino v Mariboru je ponudba postala še malo pestrejša, pa mačkeno bolj prostorno je vse skupaj, ne. Zgodba zagotovo ne bi bila tako uspešna brez vseh zaposlenih. Nekateri so Goalgetter Shopu zvesti že od samega začetka in direktor Bruno Krklec to zelo ceni. Da smo vse to lahko izpeljali, moram zahvaliti vsem svojim sodelavcem, svojim ljudem, svojemu timu, brez katerih to ne bi bilo moč izpeljati. Hvala jim. Ob obisku nove trgovine v Rogaški smo se prepričali, da je izbira športne opreme in oblačil res pestra. Bruno pa vas na obisk vabi z naslednjimi besedami. Jaz pravim takole, ne. Če imaš rad nogomet, pridi v Goalgetter Shop. V Kopru smo nedavno obiskali najboljšega posameznika jesenskega dela sezone 2021-2022, Maksa Barišiča. Kaj danes počne 31-letni Koprčan? Ja, zdaj sem v bistvu nogometno sem v Krasu, igram še malo tako za svojo dušo. Poleg tega pa sem začel delati licence za trenerja in zraven delam kot pomočnik v Kopru v 15. Maks je eden izmed nogometašev, ki so zelo hitro prestopili v Italijo in tam poskusili srečo. Kako danes gleda na italijansko izkušnjo? Zdaj bi lahko o tem razglabljali kar dosti. V tistem trenutku se mi je zdela pravilna odločitev, sicer sigurno nisem imel takšnega znanja o nogometu in kako se vse poteka glede razvijanja in vsega tega. Mogoče bi se zdaj drugače odločil, ampak v tistem trenutku je bilo to prav. Ne obžalujem, imel sem se tudi lepo, res sem preživel veliko lepih trenutkov tudi tam in praktično sem tam odrastel v moškega. In tako da ja,
je ena zanimiva izkušnja bila. Ne. Kar 6 let je bil član Katanije, ki ga je vmes tudi posojala naokrog. Po 78 ligaških tekmah za Katanijo pa je leta 2020 začutil, da je čas za povratek domov. Zakaj? Ja, enostavno, mislim, s Katanijo smo vsako leto stremeli k temu, da se vrnemo potem nazaj v serijo B in pač pol, da stremiš tudi do serije A. In enostavno vsako leto je nek faktor je zmanjkal, neki malo sreče, ne vem, v tistem trenutku ali znanja ali ne vem česa, da vedno nam je nekaj nam je zmanjkalo. In v tem enem trenutku sem videl, da tudi finančno je malo začelo škripati in sem rekel, zgleda, je tu moja zgodba končana. Mislim, da je mogoče boljše v tistem trenutku bilo se vrniti nazaj, domov v moje okolje in probati iz tu narediti potem naslednji korak naprej. In mislim, da je to v tistem trenutku bila tudi prava odločitev, kajti kasneje tudi Katanija lih čez, mislim, da 2 sezoni je tudi bankrotirala. In tako da mislim, da je bila prava odločitev. V Kopru je hitro zablestel, v sezoni 21-22 se je s Kanarčki boril za dvojno krono. Njegov povratek v tujino in pa tudi reprezentančni debi pa je žal onemogočila težka poškodba kolena. V naslednjih 2 sezonah se je vračal v formo, nato pa je sledil klic Anteja Šimundže, ki ga je prepričal, da se je navkljub zanimanju Celja preselil v Maribor. Enostavno v tistem trenutku sem bolj čutil, da je Maribor tisti klub, kateri rabim izbrati, ker pač zaradi in veličine in vsega to, če v tistem trenutku tudi Celje bilo prvo na lestvici, ne? Ampak sem začutil, da je to prava pot. Zdaj greš še ena ali ne, to ne moreš vedeti, tudi ne morem vedeti, kaj bi se vse dogajalo tudi v Celju, če bi prestopil tam. Ampak vseeno lepa izkušnja. Tudi v Mariboru sem doživel dosti tega lepega. Razširil družino? Ja, tudi družino sem razširil, ja, dobil sem hčerkico, tako da me tudi zelo lepi spomini vežejo na Maribor. Po epizodi v Mariboru je bil en dan član Kopra, nato pa se po klicu Zorana Zeljkovića še zadnjič podal na tuje, tokrat v Rusijo. Po koncu sodelovanja z rodino iz Moskve, kjer je prav tako imel smolo s poškodbami, je nekaj časa čakal na primerno ponudbo iz prve lige, potem pa sklenil profesionalno pot. Zdaj ob igranju nogometa za dušo na Krasu razvija trenersko kariero in kako mu gre pridobivanje novih znanj. Ja, to je praktično nek nov začetek, osnovna šola, učenje od začetka, neke enostavne stvari, recimo ti bi rekel, da so, ampak ko gledaš z vidika trenerja, so te stvari malo drugače in za razlagati igralcem in kako predstaviti neko mogoče svojo idejo in te neke stvari. Ne. Celoten pogovor z Maxom si lahko gledate na naših televizijskih kanalih, jasno pa tudi na našem uradnem YouTube profilu. Max, tebi pa še enkrat hvala za odlično družbo. To je za tokrat vse. Hvala vam za vašo pozornost. Uživajte v prenosih prve lige Telemach na Sport klubu in prisrčen pozdrav do prihodnjič.